Obdobje renesanse in Leonardov čas, konec 15. in začetek 16. stoletja, je v evropski zgodovini obdobje silnih političnih in gospodarskih sprememb ter vojaških spopadov. Preden se je Da Vinci rodil, se je končala najdaljša vojna v zgodovini človeštva, vojna med Francijo in Anglijo. To je bilo obdobje intenzivnih spopadov med državicami v Italiji, pa tudi širjenja Francije in Osmanskega cesarstva. Ta čas pri nas poznamo kot čas kmečkih uporov in turških upadov. Dr. Tomaž Lazar iz Narodnega muzeja Slovenije, velik poznavalec staro- in novoveškega orožja, vojaške taktike in obrambne arhitekture tistega časa. Situacija, kot je bila takrat v Evropi, je ljudi vabila, celo jih silila v iskanje nekih novih, učinkovitejših rešitev, zlasti v smislu vojaške tehnologije. Nikomor ni bilo žal denarja za investiranje v najnovejše topništvo, recimo, čeprav je bil standard prebivalstva predvsej uboren. Navsezadnje ne smemo pozabiti tudi na kmečke upore, razpadanje avtoritete katoliške cerkve in tako dalje. Imamo kup nekih faktorjev, ki silijo pravzaprav v spremembe. In spet je vojskovanje eno tako polje, kjer se ti vidiki posebej jasno kažejo. In v ta čas se je imenitno vklopil Leonardo da Vinci. Po svojem vajeniškem obdobju in ustvarjanju v delavnici Andreja Verrocchia je odšel mladi Leonardo na svoje in ustanovil lastno delavnico atelje. A čeprav je imel že takrat sloves izjemnega umetnika in so ga prepoznavali kot genija, je hkrati veljal za nezanesljivega, saj je le redko dokončal naročila. Zato je njegova delavnica po približno 5 letih neslavno propadla. Ozirati se je začel za pokrovitelji in milanskemu vojvodi je poslal pismo, v katerem pa svojih umetniških sposobnosti tako rekoč ni omenjal. Inženir. Imam metode, kako uničiti kakršnokoli utrdbo, tudi če je vzidana v živo skalo. Imam priročne in lahke topove, s katerimi lahko streljamo majhne kamne kot točo. Izdelal bom nepremagljive kočije. Vem, kako med obleganjem izčrpati vodo iz jarkov. Znam napraviti neskončno različnih mostov, pokritih poti in drugih naprav. Kljub dejstvu, da nikoli ni bil na bojnem polju, niti nikoli ni izdelal nobenega kosa orožja, ga je v službo, predvsem kot vojaškega inženirja, vzel milanski vladar Ludovico Sforza, ki si je močno prizadeval utrditi svojo vojaško moč. Takrat se je začela Leonardova kariera vojaškega inženirja, dejavnosti, ki mu je pomenila sredstva za preživljanje ves čas njegovega najbolj vitalnega obdobja življenja. To je v tistih časih pomenilo snovanje arhitekturnih rešitev na področju obrambnih sistemov mest, kot so obzidja in obrambni jarki, snovanje oblegovalnih in obrambnih naprav ter seveda orožja. Po 17 letih dela za Sforzo pa so Francozi leta 1499 Milano zavzeli in za Leonarda se je začelo negotovo obdobje. Čas, v katerem je unovčil predvsem svoje znanje na področju arhitekture ter vodnega inženirstva. Kar ga je, ko je bil sicer v kratkotrajni službi pri Beneški republiki, ki je bila takrat sredi vojne s Turki, marca leta 1500 pripeljalo tudi v naše kraje. Človek pred časom. To je pred nekaj leti na obisku v Sloveniji razkril eden največjih poznavalcev Leonarda na svetu, Alessandro Vezzosi. V moji zbirki je več 1000 predmetov, za toliko se vsako leto tudi poveča moj arhiv. Upam, da bom prejel tudi iz Slovenije kakšno sled o Leonardu. Nekaj sem v preteklosti že dobil. Dokazal sem tudi, da je Leonardo prečkal mejo in šel tudi v Slovenijo. Ukvarjal se je z vprašanjem, kako na reki Vipavi izdelati obrambni načrt. To je res sicer dokumentirano v samo enem zapisu, ampak je ta vir kredibilen in neizpodbiten. E questa è una certezza perché è documentato in un solo documento, ma in maniera inequivocabile. Vezzosi je zapise, ki kažejo, da je Da Vinci raziskal in preučil sotočje Vipave in Soče ter okolice našel v Atlantskem kodeksu. Dr. Tomaž Lazar iz Narodnega muzeja Slovenije. Težko bi govoril, je trdno dokazano točno na katerih lokacijah se je gibal. Dejstvo pa je, da je Leonardo da Vinci v začetku leta 1500 stopil v beneško službo oziroma se je potegoval za to, da bi v Benetkah dobil nek podoben stalež, kot ga je imel v Milanu. Projekt, s katerim pa je želel to doseči,
je bila pa v bistvu celovit paket storitev v vojni proti Osmanskemu imperiju, če temu sodobnemu besednjaku tako rečemo. Šlo je namreč za to, da Osmanski imperij in Benečani so v tem času bili v zelo nevarni fazi, ne? Kot večni tekmeci za prevlado nad Sredozemljem, zlasti nad Levantom, so se razmere med njimi bistveno zaostrile in v tem času je prišlo do neposredne vojaške nevarnosti. Benečani so se tukaj znašali v dokaj nezavidljivem položaju, ne? Ker vendarle je v smislu kopenske armade se niti približno niso mogli primerjati z močjo Osmanskega imperija, ki pa je do začetka 16. stoletja seveda se že zelo, zelo nevarno približal tudi Benetkam. Ne? In tukaj se je naše ozemlje znašlo na nekem strateškem prepihu, spet ponovno. Ne? Seveda to je čas, ko v slovenski prostor odirajo osmanski plenilci, ampak hkrati je prostor današnje Notranjske ali pa Posočja v stališča Benetk tudi zadnji strateški mejnik, kjer lahko postavimo še neko učinkovito obrambo pred udorom morebitne invazije v severno italijansko nižino. Ne? In tukaj je gotovo Leonardo da Vinci popolnoma pravilno prepoznal, da tako kot že stoletja in tisočletja pred njim, pa še navsezadnje kasneje, je ta notranjski prostor, oziroma prostor Vipavske doline Soče, to je tisti prostor, kjer treba izkoristiti naravne prepreke, zadnje, ki so še na voljo, in poskusiti ustvariti neko zavarovano mejo. Ne? Iz Leonardovih zapisov je jasno, da je nedvomno obiskal naše kraje. Zagotovo Sotočje, Vipave in Soče ter območje današnje Gorice, morda celo širše Vipavsko in Goriško ter območje Posočja. Zapisi kažejo, da je tudi izračunal višino naraslih voda in bregov ter se pogovarjal s prebivalci, za katere je celo zapisal, da so sposobni v hitrem času uresničiti njegove zamisli. Pripravil pa tudi en zelo ambiciozen načrt, in sicer za zajezitev Soče, tudi Vipave, in sicer z uporabo ne fiksnih, stalno postavljenih, ampak celo mobilnih jezov. Na ta način ne bi bilo pač možno v dokaj kratkem času zajeziti to vodovje, poplaviti del nižine, ne, s tem ustvariti veliko naravno prepreko, ki bi zaustavila morebiten predor turške kopenske vojske v severno Italijo. Hkrati se seveda tudi Leonardo dobro zavedal, da je taka rešitev sama po sebi premalo zanesljiva. Zato si je prizadeval, da bi v okolici Gorice zgradil tudi velik most in zraven postavil na primerne konce tudi močne topniške baterije. In na ta način, ne, če gledamo zdaj iz stališča vojaške taktike, je ta rešitev, kljub temu, da zveni malo fantastično, ne, z nekimi ogromnimi zajezitvami in poplavljanjem Soče in Vipave, vendar v osnovi je ta zamisel precej logična, ne, tako kot bi v vsakem učbeniku vojaške taktike našel zamisel, kako se postavi zaseda, kako se prepreči sovražni prodor, je seveda jasno, ne, s tem poplavljanjem bi bilo mogoče preusmeriti smeri turškega predora v neke ozke, predvidljive poti. Ne. Te poti se da potem seveda nadzirati in po možnosti z močnim navzkrižnim topniškim obstreljevanjem tudi uničiti. Tako da zamisel v celoti seveda ni bila slaba, ni bila tudi nujno popolnoma neizvedljiva, dejstvo pa je, da v danih okoliščinah ni bilo nekaj, kar bi Benetke lahko finančno, organizacijsko, tudi tehnično izvedle. Tako da ta zamisel o mobilnih jezovih je pač spodletela. Ne. Se pa še kasneje večkrat očitno tudi Leonardo da Vinci sam spominja tega, ne, iz njegovih kasnejših načrtov, vidimo, da ni popolnoma pozabil na to idejo o zajezitvi vodovja za ustvarjanje kakšne strateške prepreke. Kot je meni znano še v času, dejansko v starosti, v času njegove službe v Franciji, je še zmeraj gojil neke podobne načrte kot v Furlaniji, ne, da bi jih lahko apliciral tudi na francoski prostor. In se morda takrat spominjal odlične rebule ali terana ter pršuta in kakšne druge dobrote, mimo katere ne moremo tudi današnji obiskovalci tistih koncev. Človek pred časom. Za vse čase.
Leonardo da Vinci je seveda v vseh pogledih nesporen genij, celo vizionar, ki je preučeval in predvidel tehnične zamisli in rešitve, ki so ljud sveta ugledala dolga stoletja po njegovi smrti. Njegovo vizionarstvo je nenehno se v tistih časih mejilo na fantazijo in tako je bilo tudi pri snovanju obrambe pred Turki. Med drugim je predlagal tudi, da bi osmansko floto že v pristanišču potopili z uporabo ljudi žab, potapljačev, z vedri opremljenih, neke sorte podvodnih komandosov, ampak to pač spet sodijo v diapazon tistih idej, ki so na papirju bile slišati fino, pa v praksi niso bile zelo izvedljive. A so se uresničile kakih 400-450 let kasneje. Postavitev beneške obrambne črte na območju Goriške grofije pa je ostala le pri načrtih. Nekaj zaradi velikega finančnega vložka, pa tudi zato, ker so po smrti zadnjega goriškega grofa Leonarda Goriško grofijo zasedli Habsburžani, tekmeci Beneške republike. Leonardo je po beneški epizodi odšel domov v Firence, zgodovina pa tudi svojo pot. 499 let kasneje pa so dejstvo, da je Leonardo da Vinci obiskal naše kraje, pograbili podjetni Vipavci. Lani so se namreč odzvali povabilu občine Vinci v Toskani, da se Vipava pridruži ostalim krajem po Italiji in Franciji, kjer je deloval Leonardo. Zasnovali so združenje Da Vincijeve poti, ki jih bodo po načrtih še letos ob 500-letnici vključili v projekt Sveta Evrope, Evropske kulturne poti. Da Vincijeve poti povezujejo mesta in kraje, kot so Vinci iz Italije, kjer se je rodil, ter Amboise v Franciji, kjer je Leonardo preživel zadnja leta svojega življenja, ter seveda številne vmes. Un uomo libero, Leonardo da Vinci, che praticava un'arte libera. 500 let pozneje, simbolo dell'intelligenza dell'uomo, 2. maja na Valu 202.